Spoštovani visoki gostje, dragi vsi romari, prav lepo pozdravljeni na Svetih Višarjah na 38. romanju Sloveniji. V slovesnem glasbenem uvodu smo slišali slovensko in evropsko himno, ki jo je izvedel kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. Prav lepa hvala našim zvestim glasbenikom. Pozdravni besedi sedaj vabim gospoda Izidorja Pečovnika, predsednika Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi. Prosim. Torej, dovolite mi, da vas tudi v imenu naše zveze vseh slovenskih pastoralnih delavcev, diakonov in duhovnikov in tudi Rafaelove družbe, potem oba naša dva, ki vodita to družbo zelo uspešno, pozdravim, to sta Lena Trihar in Ana Marija Rajk. Tudi jaz pozdravim našega gospoda Nuncija, jaz ga bom tako imenoval, ker ima tako lepo belo kapo na glavi, potem veste, koga zastopa, on je papežev odposlanec v Kanadi in seveda danes med nami in zelo smo ponosni in veseli, da nam ga je uspelo na ta dan dobiti na Višarje. Vem, da tudi njemu to veliko pomeni, saj je to njegovo leto. Pred 25 leti je postal nadškof in seveda kot nadškof tudi potem nunci in seveda mu danes iz srca čestitamo za ta jubilej in dragi Ivan mu lahko rečemo, ker smo njegovi sošolci iz bogoslovja, smo ga tako klicali, s tem pa ne zmanjšamo njegovo ceno, ki je res velika. Za moje pojme in tisti, ki ga dobro poznamo, je eden najbolj uspešnih nuncijev v zgodovini Vatikana. Torej, en aplavz. Torej, iskrene čestitke in seveda hvala lepa vsem, ki ste tako številčno prišli in tudi molili za lepo vreme, uspelo nam je, sedaj bomo pa molili, da bo tudi temperatura temu primerno zmerna in hvala Bogu smo dovolj visoko, da bomo z lahkoto zdržali. Torej, dragi Ivan, sedaj veš, kje si in zakaj si tukaj, še več bo zvedel od mojega prijatelja, našega sobrata, dr. Zvoneta Štrublja. To je tudi naš nadzornik naše zveze, drugi nadzornik je tule Zvonko Podvinski, vidite, tako da ima malo treme danes tu nastopati, ker sem pod strogo kontrolo. In seveda vsem vam hvala, ker ste s tem, ko ste prišli, naredili največ. In ste poplačali trud vseh naših, ki tukaj, poglejte, delajo za ta dogodek vsako leto, s polno paro lahko po domače rečemo. Dragi Lenart, ti si tudi moj sotrpin pri naši luči, prav tako Ana Marija. Naj se pohvalimo, da imamo tudi našo luč in seveda tudi v naši luči sem odgovorni urednik, Lenart je pa, oziroma jaz sem glavni, Lenart je odgovorni, čeprav bi jaz rad, da je oboje on, ker to najbolje obvlada. Torej, tudi naša luč je danes tukaj prisotna. In seveda pozdravljamo vse tiste, ki jo podpirate, radi berete in tudi spremljate spremembo, da smo prišli tudi v elektronsko obliko. Torej, hvala lepa tudi vsem medijem, ki nas tukaj pokrivate in nekako popeljete v svet. Vesel sem, ko potem ljudje rečejo, videli smo vas, da ste bili na Višarjih in kdo je bil z vami, pogledajte, tudi to je eno lepo oznanjevanje našega poslanstva. Dragi Ivan, prosim, če prideš malo tule mimo mene, malo bliže meni, ker imamo za tebe eno darilce, jaz sem vesel, da ti ga smemo sedaj tukaj izročiti. In seveda naša tajnica Ana Marija Rajk ti predaja to lepo knjigo, ki je plod dela naše Rafaelove družbe. In seveda tukaj ima največ zaslug naš urednik Lenart Richard. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Pečovniku.
Sedaj pa za besedo prosim tudi državno sekretarko, dr. Heleno Jaklič, ki nas bo pozdravila v imenu Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spoštovani predsednik Zveze izseljenskih duhovnikov, gospod Dori, spoštovani gospod Načkov, dr. Ivan Jurkovič, spoštovani letošnji predavatelj Zvone Štrublj, k svojim pozdravom dodajam tudi spoštovani naš švedski vagabund, ki letos praznuje 70 let, ko smo že pri obletnicah, tako da mislim, da si tudi zasluži en aplavz in se dobro Zvone. Dragi romarji treh Slovenij, vsako leto se zberemo tu na Svetih Višarjih, rojaki iz vseh treh Slovenij, matične domovine, zamejstva in iz sveta, za kar gre topla zahvala Rafaelovi družbi, posebej direktorju, ravnatelju Lenartu Riharju, ki že 38 let pri Višarski Mariji pripravlja srečanje Slovencev od blizu in daleč. Res, Bog povrni. Toda do srečanj dobro mislečih ljudi, ki so v sebi nosili ljubezen do lastnega naroda in svobodne misli, je prihajalo na Svetih Višarjah že veliko prej. Tu na stičišču treh svetov so se dolga desetletja srečevali premnogi naši ljudje, ker niso smeli v domovino. In to samo zato, ker so hoteli svobodno in demokratično Slovenijo. Da so prihajali na Svete Višarje, ni bilo naključje. Ne le, da je to stoletna slovenska romarska pot. Tu z vrha Svetih Višarij jim je pogled segel čez meje, da bi, če vzdihnemo z Alojzem Rebulo, enkrat še videli radi in tako rodno. Pogled na domači svet je polnil njihova srca željo, da bi bila Slovenija samostojna država, kjer rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo majak. Njihova hrepenenja so se uresničila, zato smo letos ponosno praznovali že 35 let naše države. Države, ki je in mora biti skrbna mati vsem svojim otrokom, tistim, ki živijo v domovini, v zamejstvu in daleč na drugem koncu sveta. Da smo res bratje in sestre enega naroda, je čutiti vsako leto na srečanju treh Slovenij. Tega veselja in povezanosti nam ne more vzeti nihče. Lahko pa samo odpovemo samo sami. Eden od velikanov slovenskega naroda, mož, ki bi si zaslužil pozornost tudi s poimenovanjem ulice v njegovi Kanalski dolini, dr. Lambert Ehrlich, je kot Marijin častilec o Svetih Višarjih zapisal: K vam je plaval moj duh, ko si je slikal svojo bodočnost. K vam se obrača še sedaj, kolikokrat potrebuje sveta in pomoči, ter dodal, da dokler bomo radi prihajali sem gor, lahko zaupno gledamo v bodočnost in že vidimo v duhu, kako posod, kjer se razlega slovenska beseda, ustaja naš rod, da bi se naš rod zavedal svoje moči in svoje sreče. S to mislijo želim vsem nam, ki smo se danes brali, res bogat dan, v izrečenih mislih in prisrčnih srečanj. Naj bo to res praznik vseh treh Slovenij, ki skupaj diha kot eno. Hvala. Hvala lepa, gospa Jaklič. Posebej prisrčno v naši sredi pozdravljam dr. Zvoneta Štrubla, letošnjega osrednjega predavatelja. Dr. Zvone Štrublj, slovenski izseljenski duhovnik, teolog in antropolog, se je rodil 21. septembra 1955 v Zdenski vasi v občini Dobre Polje. Po gimnaziji v Želimljah je študiral teologijo v Ljubljani, Turinu in Rimu. Leta 1982 je bil posvečen v duhovnika. Doktorat iz teološke antropologije je leta 1990 zagovarjal na Papeški univerzi Gregoriani v Rimu. V 80. letih je vodil mladinsko salezijansko pastoralo in sodeloval pri projektih, kot sta Pesem tisočerih zvonov in Društvo Šotorovci. Od leta 1990 do 2000 je bil župnik in dekan na občinah pri Trstu, kjer je dodobra spoznal slovensko zamejsko stvarnost. Leta 2000 je odšel v Tübingen, nato pa je 11 let do leta 2011 vodil slovensko katoliško misijo svetega Cirila in Metoda v Študgartu.
Obilici siceršnjega dela za tamkajšnjo slovensko skupnost se je poglobljeno posvetil raziskovanju Primoža Trubarja in leta 2008 izdal biografijo Pogum besede Primož Trubar 500 let. Od leta 2012 do 2024 je vodil Slovenski pastoralni center v Bruslju in skrbel za Slovence v Beneluxu ter Parizu s posebnim poudarkom na družinski pastorali in ohranjanju maternega jezika. Konec leta 2024 je znova prevzel slovensko župnijo v Študgartu, kjer deluje še danes. Je ljubitelj glasbe in ljudskega petja ter se samo piše kot socialni humanist. Njegovo današnje predavanje nosi naslov Pot od Trubarja do Kosovela. Besedilo predavanja bo na nekaterih mestih pretkano s poezijo Srečka Kosovela, ki jo bo poustvarjal magister monsignor Janko Krištof, koroški duhovnik in dekan, kulturni delavec ter predsednik Krščanske kulturne zveze. S poezijo bo predstavljen del recitala, ki ga je v letošnjem jubilejnem letu posvetil Kosovelu, sicer pa gre le za enega od mnogih recitalov, ki jih pripravlja že več kot 20 leti. Dr. Zvone Štrukelj, izvolite. Hvala lepa. Hvala za povabilo in zaupanje. Že toliko prijateljev sem srečal med vami, poslušalci, da mi je srce kar poskočilo. Od Trubarja do Kosovela. Pravzaprav eden je živel na začetku 16. stoletja, drugi na začetku 20. Prvi je dočakal 78 let, drugi samo 22. Eden je bil Kraševc z vipavskimi in obsoškimi koreninami, drugi je bil Kranjc, Dolenc, Primož Trubar. Kako ju lahko damo skupaj? Naslov sam nas napelje na pot literarne zgodovine, kako se je razvijal naš slovenski jezik, kako se je razvijalo pojmovanje človeka in sveta, pojmovanje življenja in kozmosa, ampak nisem literarni zgodovinar, zato bom ubral drugačno pot in pristopil k obema z antropološkega vidika. Se pravi, kakšna sta bila kot človeka in kaj nam oba lahko povesta danes. V tem ju vidim kot sorodni duši, da sta dva nemirna duhova in ne bojim se reči kar dva genija. Ko sem študiral teološko antropologijo v Rimu, sem imel še toliko časa, da sem skočil na laično univerzo La Sapienza, kjer je kulturno antropologijo predavala znamenita Ida Mali, ki je napisala krasno knjigo Gesù di Nazaret, Jezus iz Nazareta, knjigo o Mariji in o Tereziji iz Lizjoja, čeprav je bila ona agnostik. Ampak take navdušujoče knjige o Jezusu težko najdeš, a ne? In nekje sem osvojil to njeno metodo in ona pravi, da pravzaprav je genij tisti, ki presega svoj čas, tisti, ki utira nove poti, tisti, ki pravzaprav prinaša v družbo eno novo kulturno usmeritev. In v tem smislu je veliki genij, kot ona pravi, tudi zelo težko razumljiv in sprejemljiv za današnjo družbo. V tem predavanju bom natresel tudi nekaj avtobiografskih odsvirkov. Pa boste videli, zakaj odsvirki na koncu predavanja. Ne bodo objavljeni v uradnem tekstu. No, ko sem poslušal to antropologinjo Ido Mali, takrat je nagovorila dekleta, v glavnem so bile punce, ki so jo prihajale poslušati, je rekla, poslušajte,
kaj dragocenega imate? Nedolžnost. Vaša nedolžnost. Še nisem slišal pridigarja, ki bi tako goreče govoril o nedolžnosti. Ne pustite vstopiti v vaše telo, v vaše življenje kogarkoli, ampak samo princa vašega življenja. Tako, no, do leta 2008, ko smo obhajali 500-letnico Trubarjevega rojstva, na Rašci, kjer je bil rojen Primož v župniji Velike Lašče, niso smeli župniki dati ime do 1955. Ime Primož, ker je bil Primož odpadnik, je bil heretik. In leta 2008 so se potem zbrali vsi Primoži iz župnije in slovesno obhajali svoj godovni dan. Tako, tudi Srečko Kosovel je doživel nekaj podobnega, namreč njegova zapuščina, ki jo je oskrboval Anton Ocvirk, je bila zelo pozno razkrita. 41 let so bili njegovi integrali in konci, se pravi konstruktivistične poezije, v predalu in niso videle dneva. Šele leta 1976 je potem Ocvirk izdal in je Kosovel iz liričnega kraškega pesnika postal avantgarda v Evropi. Od 16. septembra do 9. maja vas opozorim na to, da bo v Cankarjevem domu razstava Kosovelove zapuščine. In sicer bo to prireja NUK v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. In ta razstava bo zagotovo odkrila to, kar je Anton Ocvirk rekel, pa kaj bomo objavljali te čačke, te nedokončane zapise in spise, a ne? No, in med njimi, med temi zapisi in spisi je tudi to, kar bo osrednji del mojega predavanja, ki ga bova oblikovala skupaj z Jankom Krištofom. Namreč v Tržaški mladiki, ki jo rad berem in sem zvest bralec Tržaške mladike, sem prebral, ko sem pripravljal biografijo o Trubarju, Kosovelov zapis. To je en zelo droben zapis v enem pismu svojemu učitelju: moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Jaz sem potem s temi Kosovelovimi besedami projiciral nazaj v Trubarjev čas in na njegovo osebnost in Trubarja predstavil po teh dimenzijah. Tako želiva tudi z Jankom sedaj Trubarja in Kosovela predstaviti v tej luči. Moje življenje je moje. Kosovel s to trditvijo ni mislil samo na osebno svobodo, svojega življenja ni dojemal kot sebično lastnino, ampak kot odgovornost in poslanstvo. Nikoli ni iskal lastnega uspeha. V njegovih pesmih odkrijemo človeka, ki je bolečino Primorske pod fašizmom, globoko krizo Evrope in duhovno praznino svojega časa doživljal kot svojo lastno rano. Svojega življenja ni želel prepustiti nagonu množic, vabljivosti mode in diktatu kakšne ideologije. Moje življenje, tako razmišlja Srečko, postaja zares moje, ukolikor ga darujem resnici, lepoti in človeku. Kosovel je bil iskalec resnice, etične preobrazbe in glasnik novega človeka. Zato so njegove pesmi nenehen pogovor z družbo in družbenimi problemi. Živel in ustvarjal je po Jezusovem naročilu,
Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo našel. Ob nenadni smrti prijatelja dr. Jožeta Ramovša sem pomislil na ta Kosovelov zapis in ga komentiral z modro izjavo rimskega misleca Seneke, ki je dejal, kako lepo je živeti v polno, a večina ljudi le obstaja. Srečko ga je živel v polno, Jože Ramovš prav tako. V tem smislu lahko Kosovela interpretiram takole: moje življenje je moje, a istočasno je za druge, je za resnico, je za lepoto, je za prihodnost. Janko, moja pesem, Il mio canto tocca a te. Moja pesem je eksplozija, divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski molji. Il mio canto è esplosione, strazio selvaggio, disarmonia. Il mio canto non vuol giungere a voi che per provvidenza e volontà di Dio siete esteti morti, topi di museo. Il mio canto è il volto mio. Moja pesem je moj obraz. Mein Gedicht ist mein Gesicht. Ja, tako eksplozivno energijo začutimo tudi v življenju in delu Primoža Trubarja. Bil je ognjevit govornik in pridigar, slikovit in konkreten, bistroumen in kritičen. Živel je v polno, živel je za druge, za resnico evangelija, za slovensko besedo, za izobraževanje dobrega, in kot je on sam rekel, in gostoljubnega slovenskega ljudstva. Živel je za svoje ljube Slovence. Moje življenje je slovensko. To ni samo Kosovelov domoljubni slogan, ampak življenjska odločitev. Slovenskost ni jemal kot vprašanje krvi, gospodarstva in politike, ampak vprašanje jezika, kulture in predvsem odgovornosti do svojega naroda. Njegova ljubezen do Slovenije je povezana z izkušnjo ranjene Primorske, ki je po prvi svetovni vojni krvavela pod diktaturo fašizma. Kosovel je dobro poznal evropske literarne tokove, govoril je 5 jezikov, poleg slovenščine italijansko, nemško, francosko, jugoslovansko, srbo-hrvaško, bral pa je tudi ruščino. Ustvarjal pa je v slovenščini. Prepričan je bil, da bo mali narod preživel le z močjo svoje kulture in jezika. Kot evropsko razgledani pesnik je bil prepričan, da lahko Evropa ostane živa le z ustvarjalnostjo svojih posameznih narodov. To je pomemben uvid, ki ga danes v Bruslu ne upoštevajo dovolj. Vsi tolčejo neko polomljeno angleščino, kot Nemci pravijo Flughafen English, letališka, angleščina z letališča. Ne oplajajo pa se z izvirnostjo posameznih jezikov in kultur 27 članic Evropske unije. Kosovel se je močno zavzemal za moralno, kulturno in duhovno prenovo človeka in naroda. Narod bo velik le, če so veliki njegovi ljudje. Kosovelovo slovenskost ne odkrijemo samo v njegovih pesmih, ampak v njegovem načinu življenja. Biti Slovenec je zanj pomenilo živeti etično, pošteno, odgovorno in ustvarjalno. V pesmi Balada, ki jo bomo sedaj slišali, lahko med vrsticami začutimo ta pristni, ljubezenski odnos do domovine in obenem imperativ dialoške širine in odprtosti. To pesem posvečam vsem Slovenkam in Slovencem, ki so šli s trebuhom za kruhom in predstavljajo 500 000 našega narodnega telesa, 2 milijona doma,
pol pa po svetu. To so tudi danes častni gostje romanja treh Slovenij na Višarjah. Prišel je pevec slovenske dežele. Prišel je pevec v daljno tujino. V strunah njegovih so pesmi drhtele, eno z radostjo in z bolečino. Pev je, kako so gozdički zeleni. Glej, pa se solza v očeh mu zasveti. Pev je o smrti, ljubezni in ženi. O domovini ni mogel začeti. Poj nam, zapoj nam o naši deželi, da nam nje sonce, nje zdravje zasije, o kmečkih domovih, o pesmi veseli, ki v noči se mesečni v polje razlije. Močno srce je, močno in mlado, krepko od upano, od sile pogumno, ako je trudno, o čudno neumno, tiho zamisli se v tole balado. Tisočkrat tisoč, še več nas je bilo. Tisočkrat tisoč hlapcev in sužnjev. Tisočkrat tisoč ponižnih boječih. Tisočkrat tisoč prekletstvu tonečih. Tisočkrat tisoč žolčem pojenih. Pa nam udarilo v desno je krilo, pa omahnilo je in se zlomilo, pa se še levo je uklonilo. Tisočkrat tisoč, še več nas je bilo. Pev bi, kako so rašli se po sveti, pa morala kri bi iz srca privreti. Bratje, ne morem vam pesmi končati. Smrt že prihaja, že je pred vrati. Ženo mi vzela bolestje in domovino. Zdaj hodim in gledam, ko zvezde se sipljejo v črno brezcestje. Prišel je pevec slovenske dežele. Src se dotaknil z njenim spominom. Srca nalil nam z grenkim pelinom. Moje življenje je moje, tudi za Trubarja, ki nas je prvi imenoval Slovenci, moji ljubi Slovenci. Ko je iskal, kako pisati s kakšno pisavo in na podlagi katerega slovenskega narečja, ni podlegel zapeljivi ideji učenega Petra Pavla Vergerja mlajšega. On je bil rojen 1498. v Kopru in umrl v Nemčiji 1565. In nagovarjal ga je, naj vendarle piše v jeziku, ki bo veljaven za ves slovanski balkanski polotok. Naj iz vseh jezikov Balkana naredi en razumljiv jezik za vse. Ne, Trubar se je uprl temu velikemu humanistu in diplomatu, bivšemu koprskemu škofu, ki je, to bo zanimiv podatek, gospod Nunci, tudi za vas, ki je edini imel v katoliški cerkvi pravico brati Lutrove knjige. Torej je bil nekaj posebnega. In potem se je nalezel ideje reformacije, ideje Lutrove ideje prenove, pobegnil kot škof iz Kopra, šel v Švico, v Švici sprejel, torej postal protestant in potem končal na dvoru cesarja vojvode Krištofa v Württembergu kot cerkveni diplomat in pa svetovalec. Trubar se mu je trmasto zoperstavil in odločil za slovenski jezik. Ta Trubarjeva izbira je bila odločilna za našo narodno samobitnost. Po jeziku in kulturi, je rad poudarjal Anton Trstenjak, smo postali in bomo ostali slovenski narod. Stati in obstati, ponosno stojimo z našim lepim slovenskim jezikom in našo bogato kulturno dediščino, pa bomo obstali tudi v prihodnjih generacijah.
Še eno cvirk, da ne bo preveč monotono pa dolgočasno. Kako sem naredil izpit iz Trstenjaka. To je bil 3. letnik, poklicali so me vojakom in sem šel v Vršac, kjer sem služil v kazenskem bataljonu pešadije. Ja. No, in takrat je bil na vrsti tudi Trstenjakovo predavanje in sem jaz prosil potem moje sošolce, dajte nas podpisati, ne. Pol pa, dajte nas tudi k izpitu, ne. On je tako ocenjeval 9, 10, 10, 9, 9, 10, no in jaz sem 10 dobil, brez da bi njegovo predavanje poslušal, morda pa zato sem prebral vse njegove knjige in jih cenim in veliko mojih pastoralnih smernic izhaja iz njegovih spoznanj. Jože Ramovš je z ženo Ksenijo 92. ustanovil inštitut Antona Trstenjaka in je postal to, kar je bil, ker je ohranil dediščino Antona Trstenjaka in jo razvijal v času, ki mu je bil dan. 30 let po Trstenjakovi smrti lahko mirno rečemo, da je učenec dosegel, če ne, celo prekosil učitelja. Jože Ramovš je živel in deloval po Trstenjakovi priljubljeni rečenici: dobrota je sonce, ki daje rast. Tako, moje življenje je sodobno. Kosovel je živel in razmišljal pred svojim časom, kot kakšen svetopisanski prerok. Ni bil nekakšen intelektualni statist ali zgolj knjižni mol, kot je sam okrcal takratne ljubljanske intelektualce v pesmi Moja pesem, ki smo jo slišali. Kosovel je živel v času velikih sprememb. Doživel je Prvo svetovno vojno, razpad Avstro-Ogrske, priključitev Primorske Italiji, hitri vzpon fašizma, prve korake nacizma. Ni se skril ali bežal pred izzivi svojega časa. V svojih pesmih drzno govori o vojni, nasilju, družbenih krivicah, izgubi človeškega dostojanstva, o duhovni praznini in morečemu ozračju, ki ga je večkrat primerjal z ljubljansko meglo, ki duši. Hrepenel je po soncu Krasa in Primorske. Ni bil zavezan le tradicionalni liriki, ni ostal samo pesnik Krasa, v kar bi ga skoraj omejil profesor primerjalne književnosti, urednik njegove pesniške zapuščine Anton Ocvirk. Za razliko od mojih številnih avtobiografskih ocvirkov, ki ne bodo objavljeni, bo on v uradnem tekstu predavanja citiran z imenom in priimkom: Anton Ocvirk. Poskrbel je za eno največjih literarnih ugank v slovenski književnosti, saj je 41 let pustil Kosovelove konce v predalu, češ da to ni dokončna poezija, da so čačke, ki niso vredne objave. Kosovel je ustvarjal ekspresionistične in konstruktivistične pesmi, ki jim rečemo konsi. Pozorno je spremljal sodobne filozofske, umetniške in socialno-politične evropske tokove. Skrbnik, sedanji skrbnik Kosovelovih rokopisov v Nuku, Marjan Rupert, tudi idejna vodja razstave Kozmos Kosovel v Cankarjevem domu, je v intervjuju v Delu, sobotni prilogi 4. aprila, rekel: bil je kozmopolit, ki je sovražil provincialnost. Povzemal je Cankarjeve ideje in bil kritičen do nazadnjaštva, hlapčevstva, nacionalizma. Bil je genij in vizionar. No, ne bom posebej razvijal, da je bil zaljubljen v Tagoreja, da je natančno preštudiral Einsteina, kvantno matematiko, kvantno fiziko, neverjetno. In zadnja študija, ki je izšla in vam jo tudi priporočam za poletno branje, to je dr. Janez Vrečko, ki je napisal knjigo Čas, prostor ob 100. obletnici smrti Srečka Kostovela. No, on se mi zdi zame na najbolj razumljiv pa prepričljiv način razlaga te integrale in konse.
In on je zapisal tudi tole: koliko bolj se približujem Kosovelu, toliko bolj se mi odmika. Iz Jankovega recitala Srečko in jaz sem za ta del izbral pesem Psalem. Podobno kot on bi se izpovedal tako Tagore kot tudi Einstein. Domet naših intelektualnih in duhovnih sposobnosti je zelo, zelo relativen. Komaj da malo uspešen. Ko stopimo v svet skrivnosti večno dobrega, večno lepega, večno pravičnega pred Boga, ostane nam le molitev na kolenih. O Bog, usmili se moje praznote, široko raztrtih sivih dni, teh široko upajočih oči. O Bog, usmili se naše samote, raztri svoj plašč razkošno tkan zvezdami višnevih letnih noči, ko speš mimo nas in tvoj plašč šumi kot sredi morja večnih sanj. O, stopi ta v stekleni čas. In kar je prozorno, naj potemni, in kar je blizu, naj se izgubi. Naj nam kot iz višnevih dalj spregovori tvoj beli glas. O Bog, usmili se nas. Usmili se nas. Bom izpustil, ker Lenart mi je prinesel veliko uro tukaj, da ne prekoračim časa, tako da bom ta delček pri Trubarju preskočil, pa gremo na Moje življenje je evropsko. Evropsko pri Kosovelu ne pomeni le geografske enote, ampak najprej in predvsem duhovno, kulturno in seveda moralno, etično razsežnost človekovega življenja. Kosovelova usoda je bila usoda Evrope po prvi svetovni vojni, razdeljena, agresivna, duhovno ranjena, krvaveča. Evropa je tedaj izgubila človeka, saj jo je dušil rastoči nacionalizem, ki je porajal nacizem, imperializem, pa tudi materializem. Kosovel je hrepenel po novi, pravičnejši Evropi, ki bo zgrajena na človeku, na njegovem dostojanstvu. V pesmi, ki jo bo posredoval Janko Krištof Konz, je začrtal svoj humanistični program. Nova kultura, človečanstvo, nova politika, človečanstvo, nova umetnost za človeka. Ali danes po 100 letih ne živimo v podobnem času? Že omenjeni Janez Vrečko je to omenjal in po 13-letnem bivanju v Bruslu, kjer sem vodil Slovenski pastoralni center in oskrboval vernike v Beneluxu in Parizu, se čedalje bolj približujem Kosovelovi kritiki Evrope. Gospod Nunci se mogoče ne bo strinjal, dajmo v narekovaj, Evropa umira. SOS, Evropa krvavi in umira, jo je še mogoče rešiti, vsak naj si odgovori sam. Pokojni prijatelj Jože Ramovš je v oddaji na Radio Ognjišču pred kratkim izjavil, če škriplje v družinah, škriplje v kulturi. V celotni evropski kulturi trenutno škriplje, ker Evropa dela z družino, s spolom in življenjem kot svinja z mehom. Janko, izvoli. Melanholična harmonika, kopalna sezija, modri bliski, čevlje številka 40, Istra umira, morje, Evropa umira, šport, gospodarstvo, politika, Japonska proti Rusiji, nova kultura,
nova kultura, človečanstvo, nova politika, človečanstvo, nova umetnost za človeka. Evropi prihaja ura smrti. Mazilite jo z H2SO4. Ura žalosti. Zagrinjalo je odstrlo nov svet. Ja, Kosovel bi jo mazilil kar z žvepleno kislino. Jaz bi bil bolj previden, pa bi še malo počakal, pa razmišljam, s kom bi jo blagoslovil. Značilnost prerokov je, da so samohodci, samorastniki, bi rekel Pregl. Danes imamo opraviti z dvema, Trubar in Kosovel. Ubirala sta nove in nepoznane poti. Trubar se je kot tak izkazal tudi v vprašanju zbliževanja različnih krščanskih veroizpovedi in v vprašanju odnosa do islama. Zelo zanimivo bi bilo poglavje Trubarjevega ravnateljevanja v biblijski knjižnici v Urahu, kjer je pod Trubarjevim vodstvom in z slovenskimi meceni nastalo eno ogromno delo, 25 knjig v glagolici, cirilici in latinici. On je bil 3 leta direktor, potem je pa prišel v Slovenijo, ki so ga klicali deželni stanovi, za deželnega škofa, takrat superintendenta, in bil zaradi izdaje cerkvene ordnge ponovno in tretjič pregnan v Nemčijo. Ampak njegova vizija, ne bomo se rešili Turkov, če bomo samo orožje uporabljali. Uporabljajmo besedo, Božjo besedo. Zato naj gre, torej, Biblija, svetopismo, prevedeno v cirilico do sultanovega dvora, kjer so pa tudi govorili srbsko takrat. A ne? Velika, kar močno število diplomatov, bojevnikov je govorilo srbsko. Veste, kje se nahajajo te knjige, teh 25 knjig v univerzitetni knjižnici v Baslu. In ob 500-letnici Trubarjevega rojstva sva z Mihaelom Glavanom, ki je bil tedaj urednik rokopisnih oddelkov v Nuku, pripravila tudi razstavo Treffliche schöne Bücher, Hans Hungnats Büchergeschenk und die Universitätsbibliothek Basel in 16. Jahrhundert. Torej, lepe luškane knjige iz univerzitetne knjižnice v Baslu v 16. stoletju. Tako smo prišli, da pogledam na uro, ja, tudi zadnjo točko bomo malo krajšali. Moje življenje je večno. Na začetku tega zadnjega dela Kosovele maksime o življenju še na pol odsvirk. Ko sem kot 14-letnik prišel v Salezijansko malo semenišče v Želinem, smo vsak mesec imeli mesečno duhovno obnovo, ki smo ji rekli vaja za srečno smrt. Joj, kaj že samo ime pa naziv tega nas je strašilo. Mi mladi, polni energije, polni življenja, pa nas strašijo smrtjo. Zdaj na to gledam drugače. Ko se skladovnica let nabira in ko pogledaš nazaj na lok svojega življenja, se ti zaiskri, joj, kako na mestu, je bila intuicija svetniškega vzgojitelja Janeza Boska. Ne en dan na mesec za vajo srečne smrti, lahko bi bila 2. Kakršno življenje, takšna smrt, večkrat slišimo. Če za koga, to drži za Primoža Trubarja. Navedel bom to, kar sem napisal v knjigi Pogum besede na strani 222. Navajati sebe menda ni šarlatansko. Približeval se je dan slovesa.
smo v Derendingnu pri Tübingenu v župniji Svetega Gala, kjer je Trubar kot evangeličanski pastor preživel svojih zadnjih 19 let. Od 1567 do 86. Ponedeljek 20. junija 86 je šel sam obhajati bolnega soseda. Naslednji dan v torek je omagal in legel v posteljo. Dan zatem v sredo je dal poklicati evangeličanskega superintendenta za Tübingensko okrožje, doktorja Dietricha Schepfa, pri katerem se je spovedal in prejel obhajilo v pričo veliko ljudi. Do nedelje se je pripravljal na smrt, glasno molil in opominjal farane, naj bodo stanovitni v veri. Obenem je poskušal prevesti še konec Lutrove postile, Umirajoči. In sicer tako, da so mu brali nemški tekst, on pa je pisarju narekoval prevod v slovenščino. Ponedeljek je iz molitvenika že začel brati molitve za umirajoče, pridigar, ki ga je nadomeščal, na kar je Trubar energično vzkliknil: nikar, nikar, nikar iz teh bukvic, iz Svetega pisma. V torek 28. junija 1586, ko je ljudem odpustil dolgove, kot človek, ki je živel v svojem nikdar domu, kot gastarbajter, je ljudem odpustil dolgove, je mirno zaspal v Gospodu. Ganljivo, a ne? Tako umirajo svetniki. Miren in veličasten odhod velikega človeka, ki ga je znameniti tübinški filolog in profesor Martin Crusius ovekovečil v latinski pesnitvi na epitafu, spominski leseni plošči z renesančnim okvirom. Če obiščete to cerkev in torej Trubarjevo zadnje počivališče in delovno mesto, boste videli ta krasen renesančni epitaf, ki so ga leto po Trubarjevi smrti postavili v cerkvi. Dobri je boj bojeval, svoj tek dokončal po razumu, vero ohranil zvesto, kakor i bil je dolžan. Z velikim Pavlom zato zdaj nosi že krono nebeško, nikdar i čas noben bleska utrnil ne bo. Trubar je umrl en dan pred praznikom svetih apostolov Petra in Pavla. Ni to zanimivo? Naš prijatelj dr. Jože Ramovš je umrl v jubilejnem Trstenjakovem letu na 120-letnico rojstva in 30-letnico smrti Antona Trstenjaka. V božjem koledarju mislim, da ni naključij. Tako, zdaj pa še smrt Kosovela, to vam je verjetno znano. Imel sem idejo, da bi razdelil vam prilogo ognjišča, ki jo je leta 2024 pripravil Božo Rustja in pripoveduje o Kosoveljevi smrti nekaj pričevanj, tudi pričevanje duhovnika Bojana Ravbarja. Vsekakor podobna smrt, kot sem jo opisal pri Trubarju, je bila tudi pri Kosovelu. Veste potek njegove bolezni, ne bom razlagal, ampak presenetljivo je bilo, ko ga je dekan in župnik iz Tomaja prišel torej mu podeliti poslednjo olje, maziljenje, ga je vprašal, če bi prejel tudi obhajilo. Pa je rekel, gospod župnik, ne, rabim še en dan, da se pripravim. Umrl in potem je sledil veličasten pogreb. O tem si boste lahko prebrali, če boste poiskali potem moje predavanje. Janko, prosim, z poslednje obhajilo Beli krist. Ko že razbit bo moj obraz
in moja roka brez moči in moje srce brez krvi. In nad menoj triumf pravice bo razprostr krvavi ščit. Ko bom že skoraj ubit in ležal bom pred vami sam, obkrožil ust ne bo smehljaj, kot da bi angelov sijaj razsvetlil moj teman obraz. In srce moje, trudno ubito, umrlo rado bi, da se spočije, kot je njegov ukaz. Tedaj bo svetli duh stremljen, ki srce mi jih je rodilo, ponižan, porazov in trpljen, poslednje moje obhajilo. Da sem boril se v duhu čist in kot borilec moram umreti. In takrat prišel bo oteti me iz trpljenja beli Krist. Hvala, Janko. 2 leti pred smrtjo, leta 1922, je Kosovel imel v Šentjakobskem gledališču eno predavanje, esej, ki ga je začel Evropa umira, nato pa je nadaljeval. 4-krat je spregovorila slovenska zemlja svojo besedo in ustvarjalnostjo. Trubar, ki so ga pregnali, Prešeren, ki je umrl, Levstik, ki je znorel, Cankar, ki ga je odrešila smrt. Jaz bi dodal ne 4-krat, 5-krat in dodal še Kosovela. Rad imam število 7, 6-tič je morda ta slovenska zemlja spregovorila slikarjem, ki je pustil pečat tudi tu na Svetih Višarjah, s Tonetom Kraljem, vizionarskim mistikom, svojimi poslikavami cerkva na slovenskem in italijanskem Krasu, na Goriškem, Posočju, je podobno kot Trubar v svojem času zarisal zemljevid slovensko-kulturnega duhovnega prostora. Njegovo življenje je bilo originalno, njegovo angažirano slovensko, sodobno, odprto za ikonografijo vzhoda in zvesto zahodnemu stilu poslikave, evropsko, miroljubno in usmerjeno v večnost. Bodimo ponosni sinovi in hčere teh velikanov duha, ki so zelo konkretni smerokazi za neodtujljivo skrivnost posameznika, za slovensko narodno zavest, za dialoško odprtost in evropskost, za večnost. Zaslužil bi si, Tone Kralj, da ga enkrat podrobneje predstavimo na romanju 3 Slovenij tu na Svetih Višarjah. In še nekaj, medtem ko veliko govorimo, ne pozabimo tudi prepevati. Morda danes in za zaključek v tem trenutku z mojim 7. kandidatom za slovenski Parnas, Simonom Gregorčičem. Sej mi boste pomagali, ne? Okay. Jaz palice svoje ovčarske za žezlo kraljevo ne dam in rajši od krone cesarske cvetlice na glavi imam in rajši od krone cesarske cvetlice na glavi imam. Hvala lepa, hvala lepa.
Janko, kje je Janko? Janko, pridi. Pridi. En aplavz za Janka. Iskrena hvala za to globoko in pronicljivo predavanje o Trubarju in Kosovelu in za to občuteno interpretacijo Srečka Kosovela, obema predavatelja in interpretu. Zdaj pa povabim morda še navzoče, zbrane, če imate še kakšno vprašanje, ki bi ga postavili gospodu Štrublju, našemu predavatelju. Ali pa Janko tu. Jaz sem Andrej Grebenc, sem župljan, bivši župljan njegove župnije v Bruslu. Zvone, ob vsej antropologiji obeh velikih mož slovenskih se me je dotaknila tvoja kritika, ki je tudi moja kritika, glede na to, da sva delila nekaj Brusla, nekaj Evropske unije. Tako da mislim, da bi bilo dobro, to je bolj kot predlog, da bi bilo dobro nadaljevati v tej smeri in dejansko sem razmišljal, da mogoče stopiva skupaj, poskušava nekaj pozitivno kritičnega napisati, zato da se Evropa malo spreobrne in torej eno poleg tvojega predloga za nadaljevanje te smeri, ki si jo danes pokazal, mogoče ena nova perspektiva za morda kdaj kasneje tudi tukaj, kakšno kasnejše srečanje, da se mečken okrog tega tudi vsi ostali, razsvetlimo, postanemo kritični, da se zavedamo, kje izmerimo danjo in nebeško stran, da se zavedamo, kje smo in kam bi morali iti. Problem Evrope danes je, kdo postavlja agendo. In mi kot kristjani smo tukaj popolnoma odpovedali, ne da se nas potisne na stran. Nič nismo na tem delali. Delati moramo na agendi za Slovenijo, za družine, za posameznike in na koncu za Evropo. Se popolnoma strinjam. Jaz sam sem 13 let opazoval ta bruselski mehurček, v katerem živijo naši poslani, izvoljeni, a ne? In na koncu mi je prišla ideja, da bi jih enkrat povabil na enostaven sprehod skozi ene 3 četrti Brusla, da bi sploh videli, kakšen Bruselj je. Ja, Molenbeek, ja, tako da to je problem, dobro. Jaz mislim, da, poglejte, nisem uspel razviti te evropskosti Primoža Trubarja, on je tedaj s to idejo Biblija do sultanovega dvora torej pokazal moč besede pa moč kulture. Ne? In je rekel tako, 1/3, torej Turki se bodo razdelili v 3 skupine. Ena bo proti drugi, ne? In se bodo med sabo pokončali. Tretja se bo pa spreobrnila in sprejela krščanstvo. Tako, to je iluzija, ne? Ja, ali se dogaja? Tako. Ja. Še kakšno vprašanje? Če ne bi pa morda tukaj zaključili, pa se vam iz srca zahvalili, gospod Zvone, za to predavanje. Gospodu Krištofu se bomo še potem, kasneje. Pa vas vse povabim, da se počasi odpravimo proti cerkvi, kjer bo ob 12. sveta maša. Po sveti maši ste pa lepo povabljeni še na krajši kulturni program tukaj.
in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vzemite vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. To je Božja beseda. Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: samoten je ta kraj in ura je že pozna, odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel: ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu: tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je: prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, po takom lepem uvodu v to današnje praznovanje se mi zdi skoraj škoda, da bi ne ohranili tudi tisto vzdušje, ki se je ustvarilo pri ustvarjalnem nastopu naših prijateljev na tako visokem nivoju in s tako, bi rekel, prefinjeno akademskim profilom. Tako da bi se rad posebno njima zahvalil, ker so nas pripravili tudi na to praznovanje liturgično, ki je seveda nekaj drugega, ki je nekaj nadgradnja vsega človeškega življenja, nadgradnja bivanja v nivojih, ki jih sami niti ne poznamo in jih mogoče ne moremo poznati in so nam obljubljeni kot dobrina prihodnosti. To, kar bi hotel povedati danes ob takem zborovanju in mnogih drugih zborovanjih, ki jih imenujemo lahko romanja, srečanja, je pomembnost, da javno pokažemo svojo vero. Hvaležen sem tukaj tudi predstavnikom slovenske vlade, ker je ravno v tem je tista veličina in resnični preporc, kako bi rekel, vsega krščanskega življenja. Navadno smo ljudje
ko govorimo o svojem narodu, pretiravamo. Ne? Pretiravamo, ampak je potrebno, da se pretirava. Do nedavnega smo pretiravali tudi v pomenu Evrope, ki jo danes kritiziramo. Problem ni v tem, da se stvari spreminjajo. Spreminja še naše znanje o svetu, okoli nas. In moramo se postaviti na tisto mesto, v tisto izhodišče, ki je objektivno, ki se ga ni treba pozneje sramovati, ker je neproporcionalno. Kot veste, sem že dolgo let v diplomatski službi, že 46 let, odkar sem odšel z doma in mnogo let v raznih mestih. Še zmeraj se mi zdi nemogoče, da tudi svoje kolege presenetim, da ko smo se mi rodili, ko sem se jaz rodil, pred 75 leti, malo manj, je bilo na svetu 2 milijardi ljudi. Danes je na svetu 8 milijard in kmalu jih bo 9. Potem se bo ustavilo rast, tako pravijo danes. Dragi bratje in sestre, a se tega zavedamo, ko govorimo o slovenstvu? Kaj mi vemo o drugih? Naše obzorja, in to je tipično za naše, recimo slovensko, mi smo nadpovprečno dobro osveščeni, ker kot majhen narod to moramo vedno delati. Vendar pozabljamo na velike realnosti, ki smo jih čisto ignorirali, mogoče tudi kot cerkev, mogoče tudi kot znanost, mogoče tudi kot literatura, mogoče tudi kot glasba in tako dalje. Danes Evropa predstavlja okrog 4,8% vsega svetovnega naseljenja. To je približno tako kot ena Indonezija. In mi smo del te Evrope. Dragi bratje in sestre, zakaj je to važno? Važno je zato, da to, o čem govorimo, da resnično izraz našega razumevanja sveta, prosvetljenega, odprtega, izobraženega, dokončnega. In v tem je kaj pomembno? Pomembno, to, kar nas zanima, če smo tukaj zbrani v cerkvi, je prisotnost našega katoliške identitete ali istovetnosti. In tako zbudovanje, kot je danes, nam pomaga, da se ohranjamo. Nam je potrebno, tako kot tisti, ki so majhni, recimo potrebno bolj na glas govoriti, več govoriti, bolj izdelano govoriti, bolj konstruktivno, bolj ustvarjalno govoriti. In pokazati svojo podobo, svojo duhovno podobo, kulturno podobo, v javnem pričevanju za vero. Ne gre vera, to, kar mi danes delamo, romanje, ni samo molitev Bogu, čeprav je tudi na prvem mestu to in pobožnost in naše marijansko usmerjenost nam temu pomaga. Ampak je istočasno veliko praznovanja in kako bi rekel, manifestacija civilizacijske istovetnosti. Mi se kažemo tukaj kot katoličani, kažemo v tisti veliki kvaliteti katolištva, odprtega za vsem. Božje poti, druženja, duhovne skupnosti in preševanje o naši duhovni in civilizaciji so nujno potrebni. Nihče ne bo tega za nas delal. Dragi bratje in sestre, to je velika naloga v nedeljo, v takem lepem obliku, v takem lepem tudi akademskem profilu in intelektualnem profilu pokazati to, kar smo ljudje, kristjani v cerkvi in v družbi. Dragi bratje in sestri, to vsi dobro vemo. In ne smemo pozabiti, da smo del družbe, ki se spreminja. Ta družba se spreminja in se prizadeva za napredek, solidarnost, kulturno razvitje. Od nas pa zahteva, da priznamo in da smo vključeni v to življenje. Vsaka generacija se na nek način brani, da se reče, to so novi časi, to nas ne zanima, to ni za nas. Za nas je vse, dragi bratje in sestre, živimo v hitrih časih, hitrih sprememb, velikih obljub, mogoče tudi napačnih, pa to ni važno. Ampak živimo v dosti boljših časih, kot so živeli, jaz bi rekel tako skromno,
naši predniki pred 100 leti. In gledajte, v tole mozaik, v tole dinamiko življenja moramo vključevati svojo molitev. Ne v abstraktni obliki, ne nekaj skritega, ne nekaj, ampak to, kar manifestiramo s petjem, prisotnostjo, molitvi, z izpovedovanjem svoje molitve. Dragi bratje in sestre, samo tako smo lahko v službi vsemu človeštvu. Mi nismo tukaj, da bi drugega pogumljali. Tukaj smo pričevalci za človeštvo. Za človeštvo, ki nas opazuje. Za človeštvo, ki opazuje cerkev in gleda, če znamo, če razumevamo izzive našega časa. Nasplošno smo bili prepričani, mogoče temu tudi tako, da smo v nekaterih desetletjih, pa ne smemo gledati na to preveč dramatično in tragično, izgubili tisto vidljivost, tisto prepoznavnost, ki je bila včasih bolj tipična, zaradi tega, ker je cerkev in cerkvene naše, recimo, dejavnosti so se omejile predvsem na strogo duhovno področje, vzgojo, ker je težje. Nimamo šol, marsikaj po svetu ni več šol, marsikaj po svetu tudi ni bolnic. In vse to je treba pridobiti na nek novi način naše prisotnosti v družbi, v kateri je. Dragi bratje in sestre, zaradi tega smo še tako posebno lahko hvaležni in kot veste, kot papeški predstavnik v mnogih državah po svetu, sem tudi sam vesel, da na tej veliki vesoljni nivoju cerkev ohranja eno prepoznavnost, ki je mogoče tudi večja, kot si jo zasluži. In tem, lahko rečemo, je zasluga velikih osebnosti na naših papežev. Vsaka obdobje nekako s trepetom gleda zmenjavo generacij. Prav, veste, stari so bili dobri, te novi. To več ni tako, kot je bilo včasih. Poglejte, v cerkvi se ne moramo pritoževati. Vsaj 50, 60, 70, 100 let imamo papeštvo, ki nas preseneča. Papeštvo, ki nam pomaga ravno to, da živimo v tem novem okolju, takem, kot moramo živeti, da se prenavljamo, da se obnavljamo, da ne se zapuščamo nobeni, zatohlemu razmišljanju o tem, kako smo mi pravi in kako so drugi narobe. Na svetu je ogromno velikodušnosti, seveda je tudi veliko zmot. Ampak velikodušnost je tudi tam, gledajte, zaradi tega včasih občudujemo v umetnikih in še največji umetniki in skladatelji in slikarji smo rekli, da so boemski ljudje, da so malo drugi, da so drugačni kot drugi. Seveda, dragi bratje in sestre, tudi naša družba je drugačna. Treba v njej prepoznati tiste linije genialnosti. Poglejte, Kosovel ni bil zadosti drugačen od vsega tistega, kar se je dogajalo v stoletjih. Če vidite stvari, ki nas morajo opogumljati v tem javnem pričevanju za našo vero, v romanju, zbiranju na tem svetišču. Na drugi vidik današnjega srečanja je gotovo tudi to, da skušamo obnoviti svojo pripravljenost za dobro sosedstvo, če bi tako rekli, da skušamo razumeti ljudi, ki so okoli nas. Zato tega se posebej zahvaljujem za zelo prijazne besede gospodu ravnatelju svetišča, ki nas je tako toplo pozdravil. Tukaj živimo skupaj z narodi, ki imajo velike kvalitete. Tukaj živimo z narodi, v kateri smo se veliko naučili. Seveda živimo tudi z narodi, v kateri smo veliko pretrpeli, ki so mogoče bili nedostno pravični z nami. Vendar to nas ne opravičuje tega, da sami skrbimo za to dobro sosedstvo, da obnavljamo v sebi tiste najboljše sposobnosti, ko človek v drugem vidi takoj to, kar je dobro, in še na koncu pozneje vidi stvari, ki niso tako dobre. Vidite, to je tako pomembno, ker svet je velik, svet je ustvarjaven in potencialno, če bi rekli tako možnostno, je v svetu še toliko stvari, ki si sami niti ne moramo predstavljati. Saj nas tudi v kratkem življenju, ki smo ga mi živeli, stvari presenečajo. Presenečajo nas
nekateri se bojijo s strahom tudi to, kar je pravilno, ampak nas presenečajo s tem, da se približujemo novim kvalitetom bivanja, novim kvalitetom spoznavanja in tudi preko novim kvalitetom spoznavanja Boga. Ne bomo živeli v idejah, ki ne morejo biti podprte z razumom. Glejte, vera je vedno bila to, da smo si jo iskali, da smo v drugih iskali to, kar je bilo potrebno. Noben narod ne bo mogel živeti s svojimi izumi in pokazati, da je on tisti, ki je pogruntal vse na svetu. Danes vemo, pravijo, da je 35 največnejših izumov bilo iz Kitajske. Mi smo pa Kitajski pozabili, skozi za 100 let nismo niti govorili o njej. Dragi bratje in sestre, mi smo tukaj, da se resnično obnovimo v tem lepem romanju in tem lepem vzdušju in tem kvalitetnem vzdušju, obnovimo dobre namene, dobre odnose do naših sosedov. Do sosedov, posebno tisti, ki smo, že kot sami vemo, že v družini, lahko bi rekli, tudi to je današnji dan je tukaj, da postavimo na mesto naše družinske odnose, da postavimo na mesto naše sosedske odnose, da postavimo na mesto naše meddržavne odnose. Dragi bratje in sestre, to je nekaj, kar pomeni javno slaviti Boga. Vračamo se nazaj z novim zgledom, z novim pogumom in z novim entuzijazmom. In danes, da je še posebej podnebno, dragi bratje in sestre, temu se ne moremo izogniti, da imamo, da je večina novih, kako bi rekel, novih sosedov so migranti. Največji fenomen človeštva verjetno v zadnjih nekoliko 100 letih. V političnih in kakšnih okoljih se zdi nekaterim primerno, da bi to obrnili, ta tok nazaj. Veste, v zgodovini se noben tok ne da nazaj obračati. Treba se nekak način odgovorno odnasiti vse, kar se dogaja, pa vendar tudi pogledati na to, kar smo sposobni narediti, kot cerkev, kot narod, kot Marijini častilci tukaj. Mi ne sprejemljamo take ohlapne, negativne in površne obsodbe. Sami smo migranti. Če gledate Ameriko, vsa Amerika je evropska, ne? Zdaj pa se Amerika govorimo o vsej Ameriki. Ne? Je pa praktično, danes se pa bojijo migrantov, so vsi taki. Dragi bratje in sestre, zdi se mi to zelo pomembno. Da, resnično, vsak po svoje, veste, se nišče nima gotovo rešitve in to so velike težave, velike skrbi. Nišče ne more reči, je v redu, nič ni v redu. V redu je samo, če razumemo, če v svojem krščanski drži smo sposobni razumeti in pripravljati svet, ki bo naš. To je naš, to so naši ljudje, to smo mi, to je naša prihodnost. To ni neki tretji, drugi svet. Težko razumeti vse to, pa vendar je tako. Kaj lahko v tem naredimo kot narod, dragi bratje in sestre, kot slovenski narod? Ko sem vam rekel, ne, tista tabela velikostnega reda, ki je tako pomembna v vsakem pogovoru, veste, ko imamo tudi tako med nami in ko začne govoriti tako približno, vse pogleda, najbolj postavimo velike stvari na prvo mesto in to so, recimo, kako bi rekel, veličina. Slovenski narod po velikosti ima, recimo, spadajo v zelo majhne narode, če ne najmanjše, ampak majhne. Narod, ki je moral vedno na nek način dokazovati svojo istovetnost pred velikimi kulturami. Veste, to ni tako, kot greste, pa je en narod je več ali manj kot drugi. Mi smo imeli same gigante za naše sosede. Poglejte, vse, kar se dogajalo od tisočletjih zgodovine v Evropi, mi smo bili na prvi, najbližji tisti, ki smo se morali soočati z veličino in vsega tega, kaj lahko naredimo danes. Dragi bratje in sestre, o tem sem gotovo prepričan in to se mi zdi tudi poslanstvo cerkve. Poglejte, majhen narod, ali pa ne tako majhen narod, vsi narodi, moramo biti katalizatorji novih pojavov. Na nek način na nas se bi moralo uresničiti to, kar se potem uresniči na velikem svetovnem nivoju. Katalizator, kot veste, je v kemiji taka substanca, taka snov, ki v reakcijo sploh ne vstopa.
ostane nepoškodovana, taka kot je. In vendar se okoli nje stvari dogajajo popolnoma drugače ali boljše izgorevanje in tako dalje, kar sami dobro veste. Poglejte, ta katalizator je za nas kot narod, biti katalizator za narod, za te kvalitete, ki jih manjkajo in ki bodo manjkale tudi v prihodnosti. Ne domišljamo si, da bodo mladi ljudje gledali drugače. Poglejte, zmeraj imamo nevarnost, da pride v radikalne ideje, sovraštvo, preziranje, rasno preziranje. Vse, kar hočete, še suženjstvo pravi, da ni dokončno opravljeno. S tem se moramo boriti. Narod, mi, ki smo pretrpeli veliko, mora biti katalizatorji zaradi tega, da se bodo te stvari poboljšale, da se bodo izboljšale, da bomo imeli drugačen svet, da bomo imeli bolj kvalitetno bivanje, tudi kontinentalno, tudi v raznih političnih formulah. Poglejte, v 20. stoletju je Slovenija šla skozi 4 politične preobrazitve. Pa si lahko predstavljate, kje na svetu se je to zgodilo. Ampak to ni važno. Važno, da smo mi tam s temi sposobnosti, ki jih lahko pokažemo. Glede, ista stvar se je velja tudi za cerkev, katoliško cerkev. Katoliška cerkev v mnogih državah sveta predstavlja samo majhno skupino. Samo majhno, gledajte, v Kitajski je praktično katoliška cerkev nezametna. V Indiji je večja, malo večja, ampak ker je velika država, opazimo, da je veliko Korejčanov v Indiji, ampak v bistvu jih je malo. Vsa Azija je skoraj, kjer živi 3/4 prebivalstva, je zelo malo. Tako, brati in sestre, mi, katoličani, moramo biti tudi v tem spoznavanju sveta, v odnosu do drugih verstev, katalizatorji novega razumevanja od medsebojnih odnosov. Da bomo živeli skupaj, nimamo več izbire. Danes smo skupaj, če ne fizično, vsaj povezani po informacijah. Tako, brati in sestre, to se mi zdi pomembno, ker samo tako se upraviči tudi tako lepo, odkrito romanje, molitev, projekt, ki traja skozi leta, da oplemeniti ne samo nas, ampak vse druge, ki so okoli njega. Dragi brati in sestre, gotovo končamo tudi s preprosto mislijo, ki je že gospod ravnatelj tukaj tega svetišča omenil. Marijino, mi prišli smo v majhno svetišče, vendar smo prišli tudi v veliko Marijino srce. Mariji se učimo zvestobe evangeljske poklicanosti. Vse drugo je šara, vse drugo je navest, tudi sama profesionalnost in talentiranost je malo proti temu, kar je resnična, duhovna, evangeljska poklicanost. Ničesar originalnega nimamo povedati svetu, da bi bilo bolj zanimivo za svet kot je evangelij. Evangelij je v marsičem, tako verujemo in tako tudi imamo izkušnje zgodovine, paradigma rešitev na vseh nivojih. Nažalost, nismo sposobni vsega tega uresničiti, vendar v istem duhu, kot je gospod ravnatelj rekel, v začetku, da smo prišli v majhno svetišče in našli veliko srce, razširimo tudi svoje srce in vzememo tudi letošnje romanje kot nalogo za to, kar nas čaka v prihodnjem. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsega.